Letos smo z našim priznanim avtorjem Andrejem Goljatom pripravili knjigo Med v pijačah in jedeh. To pa zato, ker med je pri nas zelo priljubljeno sladilo, je dodatek hrani in pijači in bi želeli to odlično hrano še bolj popularizirati, najti nove ideje za njeno uporabo. Tako nam v uvodu v to knjižico, priročno, spiralno vezano, znana čebelarka Malči Božnar najprej pove nekaj svežih novic o medu, raziskavah na tem področju, zdravilnih učinkih medu in drugih čebeljih pridelkih. In nas spomni, da smo Slovenci pravzaprav že zdaj zelo lepi potrošniki medu, kar okrog 1,5 kg na prebivalca ga pojemo letno, kar nas nekje uvršča v vrh evropskih potrošnikov med Nemčijo, Avstrijo, Grčijo in podobno. In zakaj ne bi našli še nove ideje za uporabo tega res odličnega hranila. Tako da je potem Andrej Goljat pripravil okoli 100 zelo dobrih receptov, ki so v poglavjih o napitkih, o konzerviranju, tudi mesne in ribje jedi, pa testenine in rižota najdemo vmes, solate, pa seveda sladice, kamor med že nedvomno sodi. Torej najprej so tu hladni in topli napitki, razni napitki z medom, s sadjem, zmešani so s kavo, v raznih bowlah, šabesah. Nekaj je posebej pripravljenih prav za otroke, ti so še posebno zanimivi, da jih navdušujemo za večjo uporabo medu. Potem pa seveda tudi take z alkoholom. Vmes bomo našli tudi recept za domačo pripravo medice, pa nekaj bolj pikantnih napitkov s čilijem, za tople in hladne dni. Potem pa recimo zanimivo je tudi poglavje o konzerviranju z medom, oreški v medu, različne marmelade, čatniji, džemi z medom. To že poznamo, vendar potem je še pomembno poglavje o mesnih in ribjih jedeh z medom. Med kot dodatek začimbam pri pripravi ribjih in mesnih jedi so poznali že stari Rimljani v svojih odličnih kuhinjah in tukaj najdemo nekaj res dobrih idej za pripravo ribjih in mesnih jedi. Tudi nekaj zanimivih idej je za rižote in testenine, pa seveda enkratni so recepti za solate, v katerih uporabimo tudi med za kontrast z okusov. Največji del te vsebine pa je vendarle namenjen sladicam z medom, manj in bolj znanim, raznim rezinam, kremam, medenim poticam, pa seveda ne smemo pozabiti številnih piškotov, ki jih bomo zdaj še bolj z veseljem lahko pripravili z medom, medenjaki, rogljički, pa navsezadnje tudi vsem poznana baklava z medom. Tako da preko 100 receptov nas bo s to knjigo navdušilo, da bomo še več kuhali in pripravljali jedi in napitke z medom.